Spoštovani slavnostni zbor, cenjene nagrajenke in nagrajenci, dragi gostje, prisrčno pozdravljeni na slovesni seji občinskega sveta občine Ravne na Koroškem. Kot vsako leto je pričujoča seja namenjena pozornosti do prejemnikov občinskih odličij ob praznovanju občinskega praznika. Veseli smo, da ljudi tega najžlahtnejšega kova v naši okolici nikoli ne zmanjka. Na tem mestu izrekam najgloblje spoštovanje in poklon vsem, ki ste svojim osebnim doprinosom prispevali svoj zapis za zgodovino našega mesta. Med nami pozdravljam župana občine Ravne na Koroškem, dr. Tomaža Rožena. Podžupana Andreja Erjavca, danes tudi v vlogi slavnostnega govorca. Podžupana Petra Stočka, častnega občana občine Ravne na Koroškem, spoštovanega Adolfa Urnauta s soprogo. Naj prenesem prisrčne pozdrave tudi v imenu gospoda Maksimiljana Večka, ki je nujno zdravstveno zadržan. In prav tako do vas prinašam opozorilo oziroma opravičilo gospoda Antona Golčarja. So pa naše dobre misli tudi pri njem in dodajamo predčasne najlepše želje za njegov jutrišnji osebni praznik. Med nami pozdravljam spoštovanega domicilnega občana gospoda Petra Ozmeca. Z veseljem med nami pozdravljam tudi vse svetnice in svetnike občinskega sveta v mandatu 22-26, pa vse predstavnike inštitucij, predstavnike sosednjih občin, direktorico občinske uprave magistrico Vlasto Kupljen ter sodelavke, predsednico Komisije za vloge občanov in priznanja magistrico Ireno Oder in podpredsednico Uršulo Vezonik, vse vabljene goste ter predstavnike medijev. Naj vsem skupaj velja prijazna dobrodošlica ob prazniku mesta Ravne na Koroškem in predlagam topel aplavz za vse navedene. Tokratna slovesna seja bo izjemno bogata. Naš največji zaklad so namreč prav nagrajenke in nagrajenci, ki so vas prepoznali predlagatelji in za vas vsebinsko utemeljili tehtnost svoje odločitve. Spoštovan slavnostni zbor, k uvodnem nagovoru vabim župana občine Ravne na Koroškem, dr. Tomaža Rožena. Spoštovani zbrani, lep pozdrav iz moje strani. Spoštovani častni občan, spoštovani domicil, gospod Peter Ozmec, gospod Adi Urnov, soprogo, spoštovana podžupana, v odsotnosti pozdravljam tudi poslanca državnega zbora, gospoda Janija Prednika, ki se je opravičil za današnjo udeležbo, spoštovana občinska uprava z direktorico, spoštovana tudi današnja govornica, kandidatka za evropsko poslanko, gospa Mojca Erjavec, spoštovani občinski svetniki, svetnice, lep pozdrav na današnji slavnostni seji in so tudi vsi ostali gostje. Jutri je torej največji praznik naše občine, občinski praznik. V mesecu oktobru praznujemo krajevni praznik mesta, kraja Ravne, danes pa seveda bi rekel najsvetejši dan, naš občinski praznik. Zato so tudi v današnji priliki se poklanjamo, podeljujemo nagrade in priznanja najboljši med vami in naprej vam seveda vsem čestitam, ko bomo kasneje seveda vas ovekovečili s temi nagradami in priznanji. Obenem bomo danes tudi podelili certifikate
realizacije geoparka Karavanke, kajti naše izobraževalne inštitucije so vstopile v ta program. Nahajamo se namreč na območju geoparka Ravne, ki mu občina Ravne na Koroškem tudi v teh treh letih predseduje, zato bomo danes tudi nekaj besed namenili temu. Vsem torej lep pozdrav, danes bodimo ponosni na to, da smo Ravenčani, danes praznujemo, poudarjamo pozitivne stvari, zavedamo se, da tako pri nas kot nikjer se ne cedita med in mleko, ni vse idealno kot nikoli v življenju, vendarle pa so prazniki oziroma predvečer praznika namenjeno temu, da poudarimo, kar je dobro, kar je odlično in predlagam, da za današnjo slavnostno sejo to tudi odlično opravimo v tem uvodnem delu in da se kasneje tudi podružimo v tem drugem delu in skupaj praznujemo torej ta najsvetejši dan naše občine, občinski praznik. Vsem skupaj še enkrat lep pozdrav in pa svoja čestitka vsem nagrajencem, ki bomo kasneje z veseljem in ponosom izročili nagrade in priznanja. Hvala lepa. Posebni so časi, ki jih utrjujemo v volji in vztrajnosti. Nič, kar je bilo še včeraj samoumevno, danes ni. Slednjim se soočajo kulturnice in kulturniki, ki so v poplavah izgubili svoj kulturni center. V glasbeni dom so glasbenice in glasbeniki ter vsi ljudje dobre volje vložili veliko energije in moči, za kar velja pohvala in od srca, da doseže vaša srca. Prav tako velja poseben poklon z neizmerno hvaležnostjo vsem enotam organiziranega sistema zaščite in reševanja ter vsem prostovoljcem. V ključnih dneh jih je bilo preko 200, ki jih nismo niti vseh poimensko popisali, pa se še kako pozna njihov osebni odtis in samo organizirana ekipa prostovoljcev, ki so si takrat nadeli vzdevek Krti. In med Krti je tudi naš najboljši saksofonist, lanski prejemnik Prežihove plakete, ki je več kot očitno šla v več pomenih in pogledih v prave roke. Nikoli ne pozabimo, mi smo tisti, ki gradimo Ravne, mi smo Ravne. In vsak od nas je le delček skupne slike, ki predstavlja celoto. Brez posameznika tudi slika ne bo, nejasna, še manj popolna. Tako brez gradnikov preteklosti ni prihodnosti. In v nadaljevanju med nami pozdravljamo posebno pobudo v funkciji članice mreže voljenih predstavnikov Gradimo Evropo pod okriljem Evropske komisije, je edina svetnica na Koroškem in ena od 12 svetnikov v Sloveniji v tej mreži, trenutno tudi kandidatka za evropsko poslanko v novem sklicu, občinska svetnica Mojca Erjavec, ki jo prijazno vabim k besedi. Prosim. Hvala lepa, hvala lepa. Spoštovani, dragi gostje, nagrajenci, vsi povabljeni, svetniki, gospod župan. V veliko čast mi je, da vas lahko pozdravim. Hvala. Da vas lahko pozdravim kot ena od redkih slovenskih lokalnih političark in politikov v mreži pod okriljem Evropske komisije Gradimo Evropo. Še posebej pa sem vesela, da vas lahko pozdravim tukaj na tem prelepem kraju, kjer sem obiskovala glasbeno šolo, potem pa kot študentka gulila študentske spise, debele knjige, ki sem še prepričana, da se nahajajo nekje zgoraj nad nami. Nato sem kot študentka vzneseno prisostvovala dvigu evropske zastave na trgu med obema goricama, pred 20 leti, takrat, ko je Slovenija vstopila v Evropsko unijo. Takrat so nas vodila načela evropskega povezovanja, solidarnost, pomoč in pa tudi odgovornost. K temu je pozval tistega daljnega leta 1951 francoski zunanji minister Robert Schuman, ki je dejal: Evropa ne bo zgrajena z magično paličico ali na en mah, temveč bo nastajala kot skupek konkretnih korakov, ki bodo temeljili na solidarnosti. In ravno tako je tudi bilo in ravno tako je tudi bilo po tem usodnem avgustovskem dnevu, noči, tudi v naši občini. Ko smo v Ravnah pokazali, da smo sposobni po evropskih vrednotah solidarnosti, medsebojnega povezovanja in pomoči graditi. Graditi Ravne, graditi občino, graditi Evropo.
Zato hvala vsem, ki ste danes tukaj in tudi tistih, ki jih danes ni med nami, ki smo skupaj prispevali k temu, da danes smo. Da imamo na desetine projektov, ki se financirajo tudi iz evropskega denarja in s katerimi bomo lahko ravnam dali nov zagon, novo življenje, da bodo še boljše, še bolj dinamične in še bolj uspešne. Hvala vam vsem za vaš prispevek, čestitke vsem nagrajencem in srečno. Hvala lepa. Preden pa nadaljujemo, pa sledi nekaj glasbe. Koroški godalni kvartet je kvartet glasbenikov na mednarodnem akademskem nivoju. Člani kvarteta so priznani koroški profesori in člani simfoničnega orkestra RTV Slovenija. Kvartet deluje pod okriljem glasbenikov Društva glasbenikov Evropeja, ki ima status društva v javnem interesu Ministrstva za kulturo. Koroški godalni kvartet na letni ravni izvede čez 30 koncertov, poleg odmevnih koncertov doma sodeluje tudi v tujini. Protokol Vlade Republike Slovenije je ob 30-letnici samostojnosti Republike Slovenije povabil k sodelovanju v Vili pod Rožnikom v Ljubljani prav naš kvartet in s tem vabilom so pridobili tudi status protokolarne glasbene skupine. Skladba Regen Seiliger Geister je delo skladatelja Kristofa Vilibalda Glucka in je ena izmed arij iz njegove opere Orfej in Euridika. Opera je bila prvič izvedena leta 1762 na Dunaju in je ena izmed najpomembnejših oper v zgodovini operne glasbe. Koroški godalni kvartet, hvala lepa. Čas je za besedo ob prazniku mesta. V vlogi slavnostnega govornika tokrat podžupan občine Ravne na Koroškem, gospod Andrej Erjavec. Prosim, beseda je vaša.
Spoštovane svetnice in svetniki, spoštovani župani in častni občani, cenjene prejemnice in cenjeni prejemniki občinskih odličij, dragi gostje. Veliko čas in zadovoljstvo si štejem, da vas lahko nagovorim na predvečer praznika občine Ravne na Koroškem v spomina 12. april 1952, ko se je trg Guštanj preimenoval mesto Ravne na Koroškem in so bile slednjemu podeljene mestne pravice. Skozi zgodovino starega dobrega Guštanja, njegovega sodobnika mesta Ravne, so prav ljudje s svojimi mislimi, dejanji in prizadevanji vedno znova dokazali, da imamo znanje in sposobne ljudi, zmoremo voljo, da lahko povežemo vso našo ustvarjalnost in energijo, zato naj bo naš praznik dan radosti in ponosa. Kako majhni smo, se je pokazalo v nedavni največji naravni nesreči, a preizkušnja nas je hkrati utrdila v prepričanju, da če aktivni posamezniki skupaj verjamemo in zmoremo isti cilj, je ni sile, ki nas ustavi. Je že res, da nas mnogokrat v malodušje pahnejo dolgotrajni postopki, počasno odvijanje sanacije, pomanjkanje sredstev za vse naše želje in interese, to, da smo včasih potisnjeni na rob in kar malo pozabljeni, čez bo že prišel pravi čas za vse vas. A tudi v resničnem življenju, ne le v življenju lokalne skupnosti je tako. Nič ne gre z glavo skozi zid, sploh pa ne čez noč. Vse bolj se zavedamo vrednot, kot je pitna voda na pipi, čisto okolje, luč v stanovanju, ki sveti, dom, ki ni mrzel in še bi lahko naštevali. In najbolj od vsega greje vrednote, družina, da znamo biti sosed sosedu, zdravje in ljubezen, tudi tista do svojega kraja. V minulem letu so naš varčevalno naravnani občinski proračun do dobra najedle poplave in vroča vode vnesla tudi mnoge smele načrte in projekte, ki bodo morali počakati na nov zagon. V danih zmožnosti skrbimo, da je infrastruktura našega mesta funkcionalna, če tudi ni posod asfalta, če tudi ne svetijo vedno vse luči javne razsvetljave, če tudi so kje luknje. Še vedno ohranjamo nek nivo kakovosti življenja za vse nas. Sanacija po poplavah, ki obsega 31 objektov, od najzahtevnejše izgradnje magistralnega vodovoda, mostov, kulturnega centra do posodobitve gozdnih cest, predstavlja v naslednjih letih pred vse nas izjemen izziv. Ker vemo, da je naš cilj to, če tudi ne v izobilju sredstev, da je nov zagon in vnemo, da stvari, ki jih počnemo, naredimo še boljše in uspešnejše. Tudi če ni šlo vse po načrtih, smo v lanskem letu mnogo postorili in uspeli, kar dovolite, da na kratko predstavim. Čez 12 dni bo uradno zaključen projekt Vrata Javornika z 70 novimi domovi. Med vrtovi raste še 40 dodatnih. V maju bodo Ravne bogatejše za težko pričakovani prvi dom za starejše na Ravnah, Koroški center skupnostnih storitev Kora. Zrasli sta dve dislocirani enoti bivanjskih skupnosti CUDV, ki nudita dom 17 novim sokrajankam in sokrajanom, ki jim je velika hiša CUDV Črna postala premajhna in pretesna. Obnovljene so bile ceste v Strojnski reki, v okviru razpoložljivih sredstev smo komaj lani odpravili posledice divjanja narave julija 2021, na plazu pod Smonkarjem, pa na Brdinjah, kjer je plaz ogrožal stanovanjsko hišo od neurja v letu 2020. Končana je rekonstrukcija gozdne ceste Šortnek-Rožejev križ, zaključena je aglomeracija Kotlje. Drage občanke in dragi občani, iskrena hvala za potrpljenje v času gradnje. Kljub nenehnemu soočanju izvajalcev in investitorjev s številnimi izzivi, od pandemije do vojne v Ukrajini in posledično pomanjkanje in drastične podražitve materiale, pa seveda poplav, naj gre zahvala tudi vsem ostalim sodelujočim. Uspešni smo tudi na vseh projektih, na katere se prijavljajo občinske strokovne službe. Tako ob sofinanciranju Ministrstva za kulturo v okviru načrta za okrevanje in odpornost teče obnova objektov muzejskega območja Stara železarna. Kot ste opazili, novo podobo kaže tudi bivša stavba SDK, kjer bo v prihodnjih mesecih zaživel mrežni podjetniški inkubator Koroška, tako imenovani MPIK 4, ki ga je sofinanciralo Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj in pomeni valilnico novega storitvenega razvoja v naši občini. Pravkar investicijo izgradnje krožišča Kotlje zaključuje Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, s katero ima občina Ravne na Koroškem sklenjeno izvajalsko pogodbo. Občina je zaključila z izdelavo strokovnih podlag in dokumentacije za prostorsko umestitev navezovalne ceste na 3. razvojno os v občinski prostorski načrt. Projekt dalje izvaja Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo.
Dovolite, da pohvalim delovanje društev in klubov z raznih področji. V občini imamo, to smo začutili tudi lani, izjemne gasilke in gasilce ter zastopanih okoli 100 raznolikih društvenih dejavnosti, ki vsaka po svoji strokovnosti skrbi in ohranja svoje področje. Od Ljubljanta čebeljarjev do ljubiteljske gledališke dejavnosti in še bi lahko naštevali. Veteranske in domoljubne organizacije skrbijo za ohranitev vrednot in časa, ko svoboda in domina nista bili samoumevni. So izjemno dejavni in hvala tudi vam za vaš trud. Na stotine vas je, ki bi si zaslužili posebne omembe, zato vse vas prisotne in širšo javnost danes prosim, da opozarjate na te ljudi in jih tudi predlagate za občinska priznanja in nagrade v prihodnjih letih. Spoštovane in spoštovani, verjamem, da smo ob vsem doseženem tudi v prihodnje pripravljeni in sposobni poskrbeti za skupno dobro. Čakajo nas izzivi na številnih področjih, najprej sanacija in izboljšava stanja po poplavah, pri čemer pa nikakor ne bomo pozabili na socialna vprašanja in zavez iz naših certifikatov. Od posebne pozornosti do invalidov, upokojencev, mladih, zdravja, do zelene strategije trajnostnega turizma. Naše želje in načrti so veliki, vendar izven možnosti, ki jih sami ustvarjamo, ne bo mogoče živeti. Zanašamo se na razsodnost, zmernost in odgovornost sedanje generacije in prihodnjih rodov in računamo na zadnjo pomoč države, odločevalcev in vseh odgovornih, da ne pozabijo, da so tudi Ravne na Koroškem kraj, kjer želimo, hočemo in si zaslužimo blaginjo od vseh nas in za vse nas. Ob prazniku občine Ravne na Koroškem izrekam iskrene čestitke vsem občankam in vsem občanom, vsem zbranim na tej slovesnosti in predvsem vsem letošnjim nagrajenkam in nagrajencem. To je namreč vaš praznik. Praznik ustvarjalnih, odgovornih, uspešnih, prodornih in pogumnih ljudi, ki čutijo svoj domači kraj in prispevajo k pisanju naše sedanjosti in prihodnosti. Hvala lepa. Hvala lepa gospodu podžupanu za te besede ob občinskem prazniku. Ta slovesna seja je posebna zahvala vsem, ki prispevajo našemu kraju, naši lokalni skupnosti in pišejo zgodovino in prihodnost. Za nadaljevanje pa spet kvartet glasbenikov na mednarodnem akademskem nivoju in vedno pripravljeni na pozitivno popestritev dogodkov, za kar smo danes ponosni in hvaležni, da so v naši sredini. Koroški godalni kvartet in Bokerini menuet.
Ob prazniku občine Ravne na Koroškem imamo tudi posebno čast biti priča podelitvi izobraževalnih certifikatov Karavanke UNESCO Globalni geopark izobraževalni center, ki ga prejmejo prav šole in vrtec naše lokalne skupnosti. Vse z namenom, da bi se tudi naši najmlajši še bolj zavedali lokalnih geoloških, naravnih in kulturnih posebnosti ter izkoristili priložnosti, ki jih le-te ponujajo. Posebnost geopark šol, vrtcev oziroma izobraževalnih centrov je, da je v središče postavljena lokalna geološka, naravna in kulturna dediščina, njeno odkrivanje, doživljanje in razumevanje ter gibanje v naravi. Geopark Karavanke podpira in pomaga geopark vrtcem, šolam in izobraževalnim centrom pri izvajanju geopark aktivnosti, med drugim tudi z izobraževanjem učiteljev in vzgojiteljev. Na tem mestu vabim predsednika čezmejnega Karavanke UNESCO globalnega geoparka, dr. Tomaža Rožena, k besedi in k podelitvi certifikatov, ob enem pa vabim tudi direktorja ECTS Geopark Karavanke, magistra Gerarda Hartmana. Prosim, če se mi oba pridružita. Hvala za vašo prisotnost, vaš čas in vaš trud. Dovolite še na kratko besedo o Karavanke UNESCO globalnem geoparku, ki je edina mednarodna znamka Koroške regije in območja Spodnje Koroške na avstrijski strani. So eden izmed le 4 čezmejnih UNESCO geoparkov na celem svetu. Geopark Karavanke je čezmejna destinacija naravnih doživetij, regija skupnega čezmejnega razvoja ter območje izobraževanja o geološki, naravni in kulturni dediščini. Posebej pa so ponosni na njihov največji možni pridobljeni mednarodni predikat UNESCO. Geopark pri svojem delovanju velik poudarek namenja ozaveščanju, obveščanju in izobraževanju o geoparku Karavanke, kar predstavlja tudi enega izmed njegovih 4 temeljnih ciljev. V lanskem letu so 3 osnovne šole, Osnovna šola Prežihovega Voranca, Koroški Jeklarji in Juričevega Drejčka ter vrtci v občini Ravne na Koroškem, ki že dolga leta sodelujejo z geoparkom, pridobile izobraževalni certifikat Karavanke UNESCO globalni geopark izobraževalni centri. In ob tej priložnosti jih bo torej predsednik geoparka Karavanke in direktor tudi izročil in podelil, zato lepo prosim prejemnike, da se mi pridružijo oziroma da se nam pridružijo, da jim vročimo certifikate. Pa lepo prosimo najprej predstavnico Osnovne šole Prežihovega Voranca, ravnateljico gospo Bojano Verdinek. K prevzemu lepo prosim tudi predstavnika Osnovne šole Koroški Jeklarji, da se nam pridruži, prosim. Naslednjo k prevzemu certifikata vabimo predstavnico Osnovne šole Juričevega Drejčka. Prosim. Še en certifikat oziroma kar 3 za vse 3 enote vrtca Ravne predajamo ravnateljici vrtca, ki jo prosim in vabim k prevzemu. Hvala lepa, pa se bom zahvalila tudi gospodu direktorju Geraldu Hartmanu in seveda iskrene čestitke vsem našim šolam in vrtcem za nov laskavi naziv, dobro ga unovčite. Hvala lepa pa tudi podeljevalcu za pomoč. Mi pa nadaljujemo z osrednjim delom slovesne seje, torej s podelitvijo občinskih odličij. Vso našo pozornost in posebno čast namenjamo namreč spoštovanim nagrajenkam in nagrajencem. Vaše uspehe poznamo, ponosni smo, da ste med nami in da ste zanesen vir izjemnih rezultatov in talenta. Vi ste ponos našega mesta. Prosim, da se nam pridruži še po pooblastilu spoštovane predsednice, poleg dr. Tomaža Rožena, torej po pooblastilu predsednice Komisije za vloge občanov in za priznanja magistrice Irene Oder, še
podpredsednico komisije, gospo Uršulo Vezonik, ki bo pomagala pri podelitvi. Slovesni seji občinskega sveta pritiče podelitev priznanj občine Ravne na Koroškem. Sklepe o podelitvi je sprejel občinski svet na 10. redni seji občinskega sveta v sredo 27. marca 2024 na predlog komisije za vloge občanov in za priznanja. Kot povezovalki mi je zaupana tudi prijetna dolžnost, da predstavim letošnje dobitnike občinskih priznanj in utemeljitve njihovih predlagateljev za podelitev. Vse je torej pripravljeno in nared za slovesno podelitev priznanj. Pričenjamo s podelitvijo Klančnikove plakete. Klančnikovo plaketo s stiliziranim portretom Gregorja Klančnika podeljuje občina za izstopajoče športne dosežke v preteklem letu v vseh športnih panogah, tekmovalcem na rekreativnem in organizacijskem ter tekmovalnem nivoju. Klančnikovo plaketo občine Ravne na Koroškem prejme Jure Dretnik. Za izjemne športne dosežke v disciplini namiznega tenisa v preteklem letu in prispevek k večanju prepoznavnosti športne dejavnosti. Dovolite še besedo utemeljitve. Jure Dretnik je po poklicu profesor športne vzgoje na osnovni šoli Prežihovega Voranca. Pri namizno-teniškem klubu Fužinar Interdiskont je začel trenirati v 2. razredu osnovne šole in je klubu ostal zvest do danes. Nekaj let je treniral tudi odbojko pri OK Fužinar, kjer so leta 2004 postali kadetski državni prvaki, 2005-2006 mladinski državni prvaki, z ekipo gimnazije Ravne pa je v sezoni 2005-2006 postal šolski državni prvak. Aktiven je bil tudi v športnem društvu Strojska reka, kjer je bil uspešen pri organizaciji odbojkarskih turnirjev. Že v času študija je pomagal pri delu v NTK Fužinar Interdiskont, od leta 2011 opravlja delo trenerja. Samo v preteklem letu je ženska ekipa NTK Fužinar Interdiskont osvojila naslov ekipnih državnih prvakinj. Igralci NTK Fužinar do 21 let so posamezno in v dvojicah dosegali izjemne rezultate. Aljaž Godec je postal državni prvak posamezno. Na kadetskem državnem prvenstvu so kadeti osvojili 3., kadetinje pa 4. mesto. Odlične uspehe so dosegali tudi mlajši kadeti. Moška in ženska članska ekipa sta lani obe osvojili končno 3. mesto. Zveza športnih društev Ravne pa je na prireditvi Športnik leta 2022 kot najekipo razglasila žensko ekipo NTK Fužinar Interdiskont pod vodstvom trenerja Jureta Dretnika. Svojim strokovnim delom v klubu je prispeval k večji prepoznavnosti namiznega tenisa, povečanju števila mlajših kategorij ter k odličnim rezultatom na različnih tekmovanjih. Gospodu Juretu Dretniku izrekamo iskrene čestitke. Hvala lepa. Nadaljujemo s podelitvijo Prežihove plakete. Slednje občina podeljuje za izstopajoče kulturne dosežke v preteklem letu, pri čemer se upošteva profesionalno in ljubiteljsko udejstvovanje in vse zvrsti kulturnega delovanja. Prežihovo plaketo občine Ravne na Koroškem prejme zasedba Hedera Vento. Za izjemne dosežke na področju glasbenega udejstvovanja v preteklem letu in prispevek k večanju prepoznavnosti kulturne dejavnosti. Dovolite utemeljitev. Zasedba Hedera Vento naš prostor bogati od leta 2013. Pričelo se je s preigravanjem svetovnih uspešnic s poudarkom na latinskoameriški kulturi. Zasedbo sta glasbeno definirali pestra glasbena razgledanost ter navezanost na ljudske pesmi, ki so jih člani prepevali s svojimi domačimi že v otroštvu. Tako lahko v njihovi glasbi slišimo pridihe svetovne ljudske in tradicionalne glasbe, bluza, džeza in latino glasbe. Navdihujejo jih tematike življenja v neposredni in grobi resničnosti, dogodki iz človekovega osebnega življenja, čustvovanja, mišljenja ter ljubezen do kulturne dediščine, narave in do sočloveka. Zasedba od leta 2020 šteje 3 člane: Aljaž Lipuš, kitara, bas, vokal, Urša Lorber, violina, mandolina, viola, vokal, tolkala in Mojca Kamnik, viola, mandolina, bas, vokal. Predtem so delovali v kvartetu z Aleksandrom Smodetom, sicer tudi ustanovnim članom zasedbe. Leta 2021 so pod taktirko članice Mojce Kamnik ustvarili intermedijski performans Je na Dravci Mahlica, ki izvira iz koroških ljudskih pesmi z ljubezensko tematiko, v katerih reka Drava predstavlja točko preobrata ali konflikta. So izvajalci, gostje ali nosilci pomembnih performansov in glasbenih potovanj skozi zvočne krajine, zaznave in zgodbe doma in po svetu. Hedera Vento sestavljajo izkušeni glasbeniki in multiinstrumentalisti, ki jih navdihujeta zvrstna raznolikost in akustični prizvok. Zasedbi Hedera Vento izrekamo iskrene čestitke. Podeljujemo
plaketo občine Ravne na Koroškem, ki jo občina podeljuje za pomembne dosežke v preteklem letu ter za rezultate, ki predstavljajo prispevek k razvoju občine in so pomembni za njen ugled. Plaketo občine Ravne na Koroškem prejme Matej Pečovnik za prostovoljsko delo in udejstvovanje na področju preventivnih aktivnosti, prepoznavanja in preprečevanja rakavih obolenj. Dovolite besedo utemeljitve. Matej Pečovnik je že 3. leto predsednik društva Onkoman, ki deluje na področju celotne Slovenije, in podpredsednik združenja Onkonet, ki združuje vsa največja onkološka društva. Je tudi podpredsednik sveta pacientov Onkološkega inštituta in glas pacienta na Onkološkem inštitutu ter član strokovne skupine pri državnem programu za obvladovanje raka za mladostnike in mlade odrasle. Matej Pečovnik je v širšem okolju prepoznan po izjemnih prizadevanjih, ki jih skupaj z društvom vlaga, da se tudi na Ravnah na Koroškem odvijajo pomembni dogodki in vsebine na področju izobraževanja in osveščanja. Svojo ekipo vsako leto znova dokaže, da je vse mogoče in dogodek Krog življenja iz leta v leto raste. Je neumoren borec za pravice pacientov, njihov zagovornik, mentor, svetovalec in prijatelj, ki svojo življenjsko zgodbo pooseblja navdih marsikomu, ki premaguje raka. Društvo se podpisuje tudi pod mnoge odmevne nacionalne kampanje, ki nagovarjajo bolnike in tako strokovno kot tudi laično javnost. Matej Pečovnik s somišljeniki pomembno prispeva k zbiranju prepotrebnih sredstev za pomoč pri nakupu naprav za rehabilitacijo onkoloških bolnikov, ozaveščanju širše javnosti, predstavlja podporo zdravemu življenjskemu slogu, opozarja na dejavnike tveganja ter udejanja ključno sporočilo skupnosti, da smo tukaj drug za drugega. Iskrena hvala in iskrene čestitke. Hvala podeljevalcema. Pred samim vrhuncem dogodka si bomo privoščili še kratek glasbeni predah. Spet se nam pridružuje Koroški godalni kvartet, tokrat z Vivaldijevo zvočno kuliso za mnoge najlepšega letnega časa pomladi. Koroški godalni kvartet.
Podeljevalca ponovno prosim, gospa Vezonik in dr. Tomaž Rožen. Podelitev nadaljujemo z velikima plaketama na kulturnem in splošnem področju lokalne skupnosti. Slednji pa z letošnjo spremembo odloka o priznanjih občine Ravne v januarju prinaša novost, da nagrade občine ne more prejeti aktualni funkcionar in tudi finančno spodbudo ob podelitvi velikih plaket, tako občinske, Klančnikove kot Prežihove, ki znaša za vsako od edine v letu podeljene velike plakete prejemniku poleg protokolarne vrednosti tudi po 1000 evrov finančne spodbude. Veliko Prežihovo plaketo podeljuje občina za življenjsko delo na področju kulture ter večletno vrhunsko kulturno udejstvovanje, ki se je s svojo kakovostjo in odmevnostjo utkalo v družbeno in humanistično podobo občine ter prispevalo k ugledu občine v širši družbeni skupnosti. Veliko Prežihovo plaketo prejme Irena Oder. Irena Oder za dolgoletno uspešno in ustvarjalno delo na področju kulture ter izjemen in trajen prispevek prepoznavnosti in ugledu občine Ravne na Koroškem. Dovolite utemeljitev. Magistrica Irena Oder je prepoznaven obraz kulture v občini Ravne in širše v Mežiški dolini ter celotni regiji. Njeno ime je bilo zadnjih 15 let prepleteno z eno glavnih kulturnih institucij, Koroško osrednjo knjižnico. Življenjska in profesionalna pot jo je po končanem študiju vodila nazaj na Koroško, kjer je pustila neizbrisne sledi kot profesorica slovenskega jezika in književnosti na Ravenski gimnaziji, vodja šolske knjižnice in direktorica Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika, ki jo je uspešno vodila 3 mandate vse do upokojitve. Zelo zgovorna je tudi njena osebna bibliografija. V več kot 80 prispevkih jo lahko prepoznamo kot avtorico, lektorico, urednico in članico uredniških odborov. Prav tako lahko sledimo številnim objavam v lokalnem časopisju in medijih o kulturnem društvu Prežihov Voranc, ki mu predseduje od leta 2008. Med najvidnejše skupne dosežke sodi digitalizacija koroškega in informativnega fužinarja. V njenem zadnjem mandatu je knjižnica na državnem nivoju v okviru izvajanja območnih nalog pridobila status kompetenčnega centra za lahko branje ter večkrat uspešno sodelovala na projektih podprtih strani Lasa in v tem obdobju nadgradila svojo dejavnost. V več mandatih je bila tudi članica občinskega sveta občine Ravne na Koroškem. V letih 2006 do 2018 tudi predsednica krajevne skupnosti Kotlje. Svoj prosti čas razdaja za lektoriranje, uredniško delo in mentorstvo, ter tudi kot prostovoljka v medgeneracijskih dejavnostih. Leta 2023 je dobila častni naziv ambasadorka vseživljenjskega učenja. Na vseh področjih delovanja jo odlikuje njena človeška in intelektualna širina, strokovnost, velika mera odgovornosti za našo kulturno in naravno dediščino, ljubezen do pisane besede, srčnost in čut za soljudi. Magistrici Ireni Oder izrekamo iskrene čestitke in velik poklon. Nadaljujemo s podelitvijo velike plakete občine Ravne za dolgoletno dejavnost, ki predstavlja izjemen in trajen prispevek k razvoju občine in je pomembna za njen ugled. Veliko plaketo občine Ravne na Koroškem prejme Čebelarsko društvo Ravne na Koroškem. Za 110 let delovanja društva, dolgoletni prispevek k razvoju čebelarstva na območju občine in širše, ter za izjemen in trajen prispevek k ugledu in razvoju občine Ravne na Koroškem. Predsedniku Andreju Lahu bomo uročili plaketo, dovolite še utemeljitev. Čebelarsko društvo Ravne na Koroškem je član Čebelarske zveze Slovenije, priznane rejske organizacije za Kranjsko sivko ter Čebelarske zveze Koroške. Usmerjeno je v podporo in promocijo čebelarstva in čebeljih izdelkov ter ima dolgo tradicijo povezovanja s čebelarskimi društvi na avstrijskem, Koroškem in ostalih delih Slovenije. Ima status nevladne organizacije na področju kmetijstva, ki deluje v javnem interesu. Letos praznujejo 110. obletnico obstoja in organiziranega delovanja. Njihovi začetki pa so celo še starejši. Čebelarsko društvo organizira tečaje, predavanja in delavnice za svoje člane, šolsko mladino, otroke v vrtcih ter ostale zainteresirane, se aktivno vključuje v promocijo čebelarstva in čebeljih pridelkov ter se zavzema za varstvo čebel pred boleznimi, škodljivci in drugimi grožnjami in spodbuja ekološko čebelarstvo ter trajnostno upravljanje čebeljih populacij. Društvo organizira različne lokalne dejavnosti in družabne dogodke, ki povezujejo člane, izobražujejo javnost
dejavnost in prispevajo k krepitvi skupnosti. S postavitvijo učnega čebeljaka in povezanimi aktivnostmi predstavljajo tudi osnovo za morebiten razvoj čebelarskega turizma pod sloganom Ravne čebelarsko mesto. Čebelarsko društvo Ravne na Koroškem je prejemnik mnogih prestižnih priznanj in plaket, ki s svojim izjemno dolgim delovanjem že več kot 5 generacij skrbi za razvoj čebelarstva na območju občine Ravne na Koroškem in širše. Vsem članicam, članom, predsedniku in bivšim zaslužnim članom izrekamo iskrene čestitke, kličemo še na mnoga leta ter naj medi. Na tem mestu si privoščimo spet kratek glasbeni predah, sledi Štravsova Pizzicato polka in Koroški godalni kvartet. Maestro profesor Berak in seveda spoštovani Koroški godalni kvartet. Prosim podeljevalca, že smo pred samo podelitvijo letošnje nagrade človeku z veliko začetnico, o katerem bomo še slišali in ki s svojim poslanstvom na Ravnah piše izjemno glasbeno podobo našega mesta. Spoštovani slavnostni zbor, nagrado občine Ravne na Koroškem podeljuje občina posameznikom za življenjsko delo, za njihove pomembne dosežke in rezultate, ki predstavljajo trajen prispevek k razvoju občine in so pomembni za delo in življenje v njej ter za njen ugled. Nagrada znaša 2 povprečni mesečni bruto plači na zaposleno osebo v Republiki Sloveniji po zadnjih objavljenih podatkih Zavoda Republike Slovenije za statistiko. Dobitnik nagrade prejme tudi umetniško izdelano listino, na kateri je besedilo sklepa, s katerim je bila nagrada podeljena. Spoštovani, nagrado občine Ravne na Koroškem prejme Robert Jamnik. Robert Jamnik. Za življenjsko delo na področju programa jazza ter za ustvarjanje na kulturnem, izobraževalnem in glasbenem področju, ki predstavlja trajen prispevek k razvoju občine in je pomembno za delo in življenje v njej ter za njen ugled. Dovolite utemeljitev.
Robert Jamnik je uspešen poslovnež, kulturnik, vizionar. Pred 17 leti je vzklila ideja, da si na Ravnah zaslužimo kakovosten džez, katere sopobudnik je bil tudi njegov sin Vit Jamnik, ki se je uspešno podal v džez vode že z 12 leti. Podpora viziji pa so bili tudi njegovi somišljeniki, ki so verjeli v idejo, da lahko Ravne na Koroškem gostijo glasbenike, ki sicer igrajo na odrih evropskih in svetovnih prestolnic. Kulturno društvo Drugi zvoki na Ravnah na Koroškem je z Robertom Jamnikom in Francem Kokalom na čelu formalna nadgradnja prvotne zamisli v letu 2010, od takrat dalje pa se je program Jazz Ravne tako po številu organiziranih dogodkov, kot tudi po njihovi kakovosti strmo vzpenjal po lestvici pomembnosti in priljubljenosti jazzovskih prizorišč, ne le v Sloveniji, pač pa tudi širše. Kulturno društvo Drugi zvoki je z organizacijo koncertov džeza povezalo lokalno skupnost, druge kulturne organizacije, prostovoljce in vedno bolj zahtevno občinstvo, dobilo podporo Slovenskega ministrstva za kulturo in postalo član Jazz Festivals Association in Europe Jazz Network, kjer so praktično edini prostovoljci med več kot 200 profesionalnimi člani zveze. Leta 2012 je KD Drugi zvoki iz Ljubljane na Koroško prineslo Festival slovenskega džeza in se od takrat dalje izvaja pri nas in vsako leto postreže z več dogodki tako na Ravnah kot po drugih koroških občinah. Preko 300 koncertov, od tega ogromno slovenskih premier, preko 2000 nastopajočih in aktivno sodelujočih, 12 festivalov slovenskega džeza, snemanja RTV Slovenija za radijski in televizijski program, kopica izdanih CD-jev, gostovanja po Sloveniji in tujini so le nekatere od številk, ki povedo, koliko dela je bilo opravljenega. Nagrada občine Ravne na Koroškem je v prvi vrsti nagrada Jamniku, Kokalu in vsem ostalim, ki so odločilno vplivali na uspeh in razvoj društva ter zvrsti glasbe v širšem pomenu. Jazz Ravne ni le organizator koncertov, ampak tu domuje z izjemno močno šolo džeza, ki jo podpira tudi glasbena šola Ravne na Koroškem, s čimer utrjuje svojo vlogo kot ustvarjalni in izobraževalni motor razvoja v glasbenem svetu. Angažiranost Roberta Jamnika na več področjih kaže njegovo široko razgledanost in predanost različnim interesom. S svojim delom in aktivnostmi je postal pomemben del skupnosti ter zgled mnogim, kako združiti strast, talent in angažiranost v različnih sferah življenja. Z velikim ponosom in veseljem podeljujemo najvišje priznanje za leto 2023 nagrado občine Ravne na Koroškem spoštovanemu gospodu Robertu Jamniku. Hvala podeljevalcema. Spoštovani prejemnik nagrade, gospod Robert Jamnik, vam pa kot po tradiciji predajam besedo zahvale v imenu vseh letošnjih prejemnikov občinskih odličij. Spoštovani, gospod Robert Jamnik. Hvala lepa. Statistika je celo mene presenetila. V imenu vseh nagrajencev se iskreno zahvaljujem za izkazano čast, ki pa je hkrati tudi velika obveznost za naprej. Vesel sem, da je vsaj prvi del podelitev bil namenjen mladim, ki še imajo kaj povedati, pa še kaj narediti. Meni pa to izpade kot nagrada za življenjsko delo, pa še imam namen kaj narediti naprej. Nagrade so dvorezen meč. Tisti, ki te ne poznajo, bojo rekli, kaj pa je to za en. Slovenci smo tega, da tudi ko naša ekipa ne zmaga, rečem pa bi mogla zmagati. V športu, ko je bolj merljivo, pogosto rečemo, pa bi mogel drugi zmagati, on si je bolj zaslužil. Tako da verjamem, da smo se vsi nagrajenci dali tudi komu v zobe, da nas bo malo upravljali v prihodnjih dneh. Ampak to je baje stranski produkt te izjemne časti. Čeprav je bila ta nagrada, pa tudi nekaj drugih podeljena nam osebno, jaz to jemljem kot nagrado kolektivu. Ne meni osebno, ampak tako je že gospa Janja povedala, se en človek ne more dosti kaj narediti. Jaz v našem društvu v bistvu delam stvari
ki se jih človek lahko nauči. Excel, pa Word, pa razpisi, pa take stvari. So pa stvari, ki se jih ne moreš naučiti, pa jih imajo ljudje, ki ne znajo pisati. Niso tek pismeni, niso tek občni, ko pa sem jaz. In tak je pri nas Franc Kokal, človek, ki ima izjemen posluh za glasbo, človek je živ leksikon glasbe in človek, ki zna naštimati ton, tako se spodobi. In to je tisto, kar smo mi zmerom rekli, da če bomo imeli prireditve, bomo imeli ali najboljše, ali pa jih ne bomo imeli. Zato je ta nagrada v velikem delu tudi Francova. No, on sicer, kako bi to razpolovili, to bomo pa gruntali. Ob tej priliki bi se še posebej zahvalil občini Ravne za podporo, saj je bila občina prva uradna inštitucija, ki je podprla naše delovanje, ki je videla, da mogoče bi pa iz tega lahko kaj gratalo. Še predtem je bil Mladinski kulturni center Kompleks s takratnim direktorjem Jankom Pešlom. Potem pa smo začeli sodelovati praktično z vsemi kulturnimi društvi, ki so na nek način ustvarjala podobne stvari kot pa mi v naši občini. Zgledno sodelujemo z osnovnimi šolami, z vrtcem, tudi z gimnazijo. Sodelujemo z knjižnico, v kateri se zdaj nahajamo, z gospo Ireno Oder smo naredili nekaj čudovitih stvari, tudi z zdajšnjim direktorjem verjamem, da jih bomo. Super sodelovanje imamo z ZKŠTM, sedanjim direktorjem, z vsemi prejšnjimi direktorji, čeprav jaz vem, da kot z mano, kot z Ovnom, ni lahko delati. Hitro pridem konflikt, sem hitro kritik kakih dogajanj, tudi županu včasih kako krepko povem, zato sem izredno vesel, da lahko zdaj povem, kar jaz hočem. Ker v Mariboru tega kak dan nazaj niso smeli. In me veseli, da prejemam nagrado tudi od ljudi, ki jih kritiziram. Tako da mogoče pa to res nekaj uredno, kar delamo. Čeprav je jazz to tako je pri športu moč plavanje. Vse drugo je na suhem, ono je pa vode in ko se boji vode, plavanje ni za mene. Ampak mi v Ravnah, ko imamo bazen, že odkar pomnimo, pa rečemo, lej, je pa super, ko se vodo vržeš, je pa fajn. In tako je pa z jazzom. Tisti, ko pridajo na koncert, pa tudi, če ne poslušajo jazza, se vsak, doben, ko hodi na naše koncerte, rano mogoče 10 ne posluša jazza, ali pa ga poslušajo samo takrat, ko imamo mi koncert. Ampak vsi, ko pridajo, so pa na koncu navdušeni, pa rečejo, Malana, to je pa bilo. Se to ni čudno, da to rečejo, ker naravno prihajajo glasbeniki, ne bom rekel, da prihajajo k nam najboljši z celega sveta, ampak eni od najboljših celega sveta in predvsem ljudje. Mi delamo z ljudmi, mi ne delamo z agencijami, mi ne delamo z menedžerji, mi delamo direktno z glasbeniki. Po eni strani zato, ker nimamo denarja, agencije zahtevajo pač provizijo, po drugi strani pa zato, ker v teh 17 letih smo dobili neke renome prizorišča, ker če že nisi v redu plačan, se pa saj fajn imaš, pa imajo fajn publiko. Tako da vložek v to, da se glasbeniki pri nas počutijo lepo sprejeti, je mislim, da najboljša investicija, kar jih je možno narediti. Deloma je to tudi naša koroška narava. Smo pač taki, da je gost v hiši gost. In pri nas so glasbeniki gostje, za katere se res potrudimo. Jaz sem skoraj vse povedal, pa neč od tega, kar sem napisal.
Nihče od nas nagrajencev, verjamem, da ne dela za nagrade. Nema je to kazen za grehe v preteklem življenju ali je res tako zadovoljstvo nam iz meseca v mesec ali pa iz tedna v teden trpeti, pa po noči desto robo vlačiti sem pa tja. Jaz mislim, da mi vse samo hočemo na nek način delati dobro. In smo veseli, da nekdo to prepozna, zato to nagrado sprejemam s ponosom pa z velikim zadovoljstvom. Hvala. Hvala lepa in iskrene čestitke. Ter seveda hvala lepa vsem spoštovanim predlagateljicam in predlagateljem, ki znate videti izven okvira. Spoštovane, spoštovani, s tem smo izčrpali dnevni red današnje slovesne seje občinskega sveta občine Ravne na Koroškem. Kot je leta 1964 zapisal dr. Franc Sušnik v Koroških zapisih In kaj so ljudje kolesovi, čigar hram, kjer smo in ki odseva njegov duh ter ponosno nosi njegovo ime, letos slavi kot dom Koroške osrednje knjižnice svojo 75-letnico. Navajam. V krasni naravi mora biti vse dobro, tudi ljudje. V brnenju strojev so zvanja človeško srce. Kot metalurgi namreč vemo, da so za nastanek žlahtnih jekel potrebna tudi vedra, žlahtna srca. Da bi bile srčne te naše Ravne, da bi bile srečne, da bi se kadile naprej in uspevale za domovino, za nas in za nov rod, da bi očka radostno odhajal na šiht in se zdrav vračal. Janja Širnik, se vam zahvaljujem za vašo pozornost. V imenu župana in vodstva občine vas lepo vabim, da nas zdravimo in si zakličemo živeli v najlepši grajski kavarni in nazdravimo temu, da bi bile srečne te naše Ravne in mi z njimi. Hvala lepa.